Na prvo točko vprašanja in pobude. Na zastavljeno vprašanje svetniške skupine Gibanja Svoboda Aleša Lipičnika bo odgovorila gospa Klavdija Vidmar, svetniške skupine Liste Mateja Slaparja Romane Učakar pa bo odgovorila gospa Lijana Juhart Mastikosa. Prvo vprašanje ima gospod Aleš Lipičnik. Izvolite. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Najlepša hvala. Da ne bom vedno kriv za to, da so seje dolge, bom tole vprašanje malo skrajšal. In sicer gre za vprašanje optimizacije poslovanja Publikusa v Kamniku, ki so bile že v polpreteklem obdobju. Zdaj nazadnje smo imeli pa čisto konkretne tudi pritožbe, ki se nanašajo na Japljevo ulico. Da se ne izgubljamo v podrobnostih, bi samo načelno vprašanje v bistvu postavil, ali bi bilo smiselno, da bi občina Kamnik v takih primerih zaščitila 33.000 občanov pred tovrstnimi optimizacijami na račun kvalitete in količine upravljenih storitev. Hvala. Hvala. Odgovor je pripravila strokovna sodelavka gospa Klavdija Vidmar. Izvolite. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Se pravi, v občini Kamnik pripravlja obračun ravnanja s komunalnimi odpadki koncesionar za zbiranje odpadkov podjetje Publikus v skladu z uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na računu posameznega uporabnika je ločeno prikazan obračun za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Ob tem velja poudariti, da je koncesionar za obdelavo in odlaganje odpadkov podjetje Voka Snaga iz Ljubljane. Storitve zbiranja odpadkov, ki jih pa izvaja Publikus, pa obsegajo zbiranje po sistemu od vrat do vrat, zbiranje v okviru ekoloških in superekoloških otokov, zbiranje v okviru zbirnega centra Suhadole, zbiranje kosovnih odpadkov na poziv, zbiranje v okviru zbiralnih akcij s premično zbiralnico, osveščanje, pranje posod in pa vse ostale stroške vezane na delovno silo in pa osnovna sredstva, ki jih koncesionar poseduje ter uporablja za izvajanje javne službe. Vse navedene storitve z izjemo rjave posode, ki se obračunava posebej, spravi glede na to, ali stranka kompostira biološko razgradive odpadke v lastnem vrtu ali pa jih je vključila v sistem zbiranja bioloških odpadkov in v ta namen poseduje rjavo posodo, se obračunajo preko prostornine nameščene črne posode za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Storitve obdelave in pa odlaganja pa obsegajo vse stroške povezane z obdelavo mešanih in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov zbranih na območju občine Kamnik v RCR Ljubljana. Storitve obdelave in odlaganje so, kot že zgoraj izpostavljeno, v domeni službe Voka Snaga in družba Publikus kot koncesionar za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zgolj vgradi ceno za 2 storitvi v obstoječe položnice. To pomeni, da košarica storitev, ki se zaračuna občanom, vsebuje vse stroške, ki so povezani z zbiranjem, obdelavo in odlaganjem tako koristnih kot nekoristnih komunalnih odpadkov. Koncesionar stroške za izvajanje javne službe izkazuje z elaboratom o oblikovanju cene, ki ga posreduje občinski upravi in ki ga nenazadnje obravnava tudi vsakokratni občinski svet. Navedena uredba tudi opredeljuje vsebino elaborata in ena izmed teh točk elaborata so tudi prihodki, ki jih izvajalec ustvari za opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje, ki znižujejo stroške zbiranja komunalnih odpadkov, tako da je očitek koncesionarju, da z zbiranjem koristnih odpadkov povečuje svoje zaslužke, neupravičen. Zadnji elaborat je bil potrjen na 23. seji prejšnjega sklica občinskega sveta in je izkazoval za 31.217 evrov prihodkov iz naslova posebnih storitev, ki so bili upoštevani pri oblikovanju končne cene. Torej, napačna je tudi predstava, da lahko koncesionar kar vse koristne odpadke prodaja na tržišču.
Konkretno vsi odpadki, ki so opredeljeni kot embalaža, so podvrženi sistemu proizvajalčeve razširjene odgovornosti in jih mora koncesionar kot izvajalec zbiranja brezplačno predati družbam za ravnanje z odpadno embalažo. Prav tako to velja za vso odpadno električno in pa elektronsko opremo, odpadne gume in pa nekatere nevarne odpadke. Torej, glede uvedbe nove storitve ločenega zbiranja papirja in kartona ter zmanjšanja pogostosti odvoza črne posode je potrebno izpostaviti sledeče. Osnovna ideja uvedbe nove storitve je bila preprečiti odlaganje papirja in kartona v posodo za ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. S tem smo želeli zmanjšati skupno količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov, ki morajo biti v skladu z zakonodajo ločeno zbrani ter mehansko in biološko obdelani v Centru za ravnanje odpadki RCRO Ljubljana in predstavljajo bistven kalkulativni element skupnega stroška za ravnanje s komunalnimi odpadki. Nadalje smo spremenili še pogostost odvažanja mešanih komunalnih odpadkov in s tem naredili še dodaten pritisk na kakovost ločenega zbiranja. Na ta način koncesionar na mehak način kompenzira vsakokratno dvigovanje cen storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, ki se nakazuje tudi v prihodnjih letih. V zadnjih 5 letih so se namreč cene obdelave in odlaganja dvignile kar 4-krat. Prav tako predstavlja ločeno zbrani odpadni papir in karton pozitivni kalkulativni element, ki znižuje skupne stroške zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Na tem mestu razčiščujemo, da se obseg opravljenih storitev z uvedbo nove storitve ter zmanjšanjem pogostosti odvoza črne posode ni spremenil oziroma zmanjšal, saj je v procesu zbiranja opravljeno isto število odvozov s smetarskimi vozili, gre le za različne frakcije odpadkov. Prav tako menimo, da pomeni širjenje sistema ločenega zbiranja odpadkov in zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov, zviševanje kakovosti izvajanja storitev in izboljševanje kakovosti bivalnega okolja. K temu nas navsezadnje zavezuje tudi okoljski cilj, ki si jih je zadala Evropska unija. Glede problematike na Japljevi ulici in pa Trgu Svobode pa podajam naslednji odgovor. Pred ureditvijo skupnega zbirnega centra za odpadke ob kavarni Veronika smo na občino Kamnik prejeli že več prijav glede zabojnikov, ki so bili ves čas postavljeni na Japljevi ulici, kar je kazilo videz mesta ter bistveno otežkočalo oziroma onemogočalo celo interventne vožnje po tej ulici. Na podlagi prijave in pa upravljenega terenskega ogleda smo posredovali dopis prebivalcem Japljeve in Trga Svobode ter jih pozvali, da odstranijo zabojnike z javne površine. Strani zgoraj pozvanih prebivalcev smo na to prejeli odgovor oziroma predlog, naj se za stanovalce Japljeve ulice in Trga Svoboda, ki nimajo zasebnega prostora za zabojnike, uredi skupno zbirno mesto, kamor bodo lahko odlagali odpadke. Občina Kamnik se je odločila priti naproti prebivalce mestnega jedra, ki nimajo zasebnega prostora za postavitev posod za odpadke in v dogovoru s podjetjem Publikus določila, da bo skupno zbirno mesto za stanovalce Japljeve 3 in 5 ter Trga Svoboda 1 in 10 na delu zemljišča ob kavarni Veronika, kjer je bil prej ekološki otok. Na predlog občine za postavitev skupnega zbirnega mesta za odlaganje odpadkov in na podlagi prošnje in strinjanja prebivalcev Japljeve ulice in Trga Svobode je koncesionar postavil večje zabojnike za posamezne odpadke, manjše posamezne zabojnike pa odstranil spred hiš. Na skupnem zbirnem mestu je obvestilo, ki občane in mimoidoče obvešča, da je skupno zbirno mesto namenjeno lokaciji zabojnikov samo za določene naslove, torej kot navedeno zgolj za tiste, ki ne razpolagajo s površino, na katero se zabojnik lahko pospravi, ko se odstrani z javne površine. Stanovalcem, ki jim je skupno zbirno mesto namenjeno, smo v dopisu glede na izkušnje predlagali, da zaradi ohranjanja čistoče na zabojnikih zagotovijo ključavnice, kajti za čistočo zbirnega mesta je odgovoren vsak posamezni lastnik le-tega. V primeru odpadkov, ki pa so bili odloženi na prehodu z Kavarniškega vrta na Japljevo ulico, je občinsko redarstvo ob prijavi opravilo nadzor in pozvalo povzročitelja, da odpadke nemudoma odstrani, kar je tudi storil. Hvala lepa. Hvala. Želite dodatno pojasnilo? Izvolite. Hvala. Lejte, čist na kratko spet. Govorite o novi storitvi, ampak treba je poudariti, da je nova storitev uvedena na račun ukinitve stare storitve in to tiste, ki jo vsi najpogosteje in najbolj množično uporabljamo. Se pravi, bodimo v celi zadevi, kar se da točni. Hvala.
Zdaj, za pojasnilo, stara storitev je ostala, vsak je obdržal črno kanto in vsak je pač v to črno kanto, če je bila premajhna, lahko naročil tudi večjo, pa teh naročil večjih kant ni bilo. Bistven cilj je bil, kot ste razbrali, da se v črno kanti zbere čim manj stvari in da se ločeno zbira še papir in papirja se je na določenih rajonih zbrali to do 3-krat več. Torej, prej 9 ton na enem področju se je zdaj zbere 3 tone, oziroma 30 ton na enem področju papirja. Kar pomeni, da se zelo je pospešilo ločeno zbiranje odpadkov in se je posledično zelo zmanjšala količina odpadkov v črni kanti, kar je za vse skupaj zelo dobro. In zdaj, ko bo predstavljena nova cena, bo posledično lahko tudi padla. Ne glede na to, da so šli vsi stroški plačeni vsega dol, si prizadevamo k temu, da bi ta cena lahko tudi padla. Je pa vprašanje, če bo padla zato, da jo bo potrebno sprejemati na občinskem svetu, ker če se ne spremeni za 10%, pač te spremembe ni potrebno sprejemati. Dejstvo pa je, da konec januarja 2024 poteče koncesijska pogodba s podjetjem Publikus in bo razpisana nova, se pravi koncesija za novo obdobje in tam se bo lahko prijavil čisto vsak. Moje mnenje pa je, da smo na področju zbiranja odpadkov v občini Kamnik kar učinkoviti in v primerjavi s sosednjimi občinami, s katerimi se pogovarjam, župani, imamo določene storitve, ki jih druge nimajo. Recimo v Domžalah nimajo ločenega zbiranja papirja od vrat do vrat, nimajo niti zbiranja jedilnega olja in vse to so neke inovacije, ki jih pa nas v Kamniku imamo in mislim, da so pot v pravo smer, da pač se zbere čim manj tistega v črni kanti, kar gre v Ljubljano. Tako da toliko za pojasnilo. Samo eno vprašanje. Se pravi, da tisti, ki imajo male črne kante, jih lahko zaprosijo za zamenjavo za velike, če sem prav razumel. Seveda, če imajo premajhno... Ok, v redu, hvala. Za posledično je tudi večja položnica potem. V redu, hvala. Hvala. Potem besedo ima gospa Romana Učakar v imenu svetniške skupine Liste Mateja Slaparja. Izvoli. Hvala za besedo. En lep pozdrav tudi z moje strani. Občina Kamnik ima ogromno dediščine, tako kulturne in naravne, kot tudi arhitekturne. Veliko je tudi sakralne dediščine in objektov, ki dajejo edinstven pečat in vrednost našim krajem. Zob časa pa pušča sledi na vseh objektih, zato nas zanima, kako občina Kamnik skrbi, da dediščina ne propada oziroma se to obnavlja. S katerimi ukrepi je občina v preteklem letu in s katerimi bo v tem letu pripomogla, da bodo posamezni objekti obnovljeni oziroma posodobljeni. Hvala. Hvala. Odgovor so pripravila gospa Lilijana Juhart, Mastikosa in pa Urša Mihelčič-Glavan, pa Lidija Fujan, sodelavke občinske uprave, prebrala pa ga bo gospa Lilijana Juhart, Mastikosa. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kultura je to, kar določa človeka v njegovem odnosu do okolja, v katerem živi, bodi si naravnega, bodi si družbenega. In seveda je potrebno upoštevati dejstvo, da je prav kultura, predvsem zaradi bogate kulturne dediščine, ena izmed najpomembnejših danosti mesta Kamnika. Smo občina, ki se upravičeno identificira s kulturo. Ta izraža njegovo podobo, korenine, sodobnost in željo po razvoju. Zato mora biti kamniška kultura preplet tradicije in inovativnosti, ohranjanja materialne in nesnovne kulturne dediščine. Svojim ustvarjalnim delom na občini skrbimo, da družbi držimo ogledalo, zato za kulturno dediščino vsako leto namenjamo finančna sredstva in seveda tudi zanjo skrbimo. Želela bi našteti samo nekaj najbolj odmevnih projektov, ki smo jih v lanskem letu realizirali in v letošnjem letu seveda jih imamo tudi že v fazi realizacije oziroma jih bomo še začeli. Vsako leto v proračunu namenjamo sredstva za sofinanciranje sakralnih objektov. Skratka, javni razpis, na katero se prijavijo vsi, ki pač si želijo obnove tovrstnega sakralnega objekta. In se za ta namen namenja vsako leto v proračunu. Prav tako smo v 2022 s konzervatorsko-restauratorskimi posegi obnovili sodobno znamenje, krvavo znamenje v Podgorju pri Kamniku. Realizirali smo velik zahteven projekt sanacija zidov obrambnega hodnika med prvim in tretjim hodom Stari grad, ki je, vemo, spomenik lokalnega pomena. Predvideni posegi so bili zahtevni, zagotovili so stabilnost celotnemu kompleksu in preprečili nadaljnje uničenje oziroma izgubo ogroženih varovanih lastnosti tega arheološkega najdišča in za ta omenjen projekt smo bili tudi uspešni na Ministrstvu za kulturo. Na razpisu smo dobili maksimalno sofinanciranje projekta, to je bilo 50% sofinanciranje.
Nadaljevali smo prav tako z ureditvijo fasad v samem mestnem jedru. Vemo, da je pač lepo urejena Plečnikova fasada. V lanskem letu smo obnovili Maleševo galerijo. V letošnjem letu nadaljujemo z glavnim trgom, sanacijo obzidja in računamo zidu in računamo, da nekje do konca avgusta meseca oziroma najkasneje do začetka septembra meseca bo glavni trg urejen in pač dobil neko svojo končno podobo. Kot pomembno kulturno dediščino zelo resno obravnavamo objekt Mekinski samostan, na katerem smo v letu 2022 opravili vse sondažne raziskave, ki so postregle z novimi rezultati. Namreč odkrite so bile razne dekorativne poslikave. V letošnjem letu pa nadaljujemo na omenjenem objektu s konzervatorskim načrtom, saj to v bistvu od nas zahteva tako zakonodaja na področju kulturne dediščine, kot tudi mi sami želimo ta objekt varovati kot veliko kulturno dediščino in vanj umestiti tudi vsebine, ki v njega sodijo. Pričenjamo sanacijo grajskih stolpičev Zaprice. Gre za zelo zahtevno konzervatorsko-restauratorska dela, tako da bo projekt pričel z uvedbo v delo prav ta teden, konec tega tedna imamo uvedbo v delo in se bo nekako vsemi temi deli zaključil do konca meseca maja 2024. Tudi ta projekt smo prijavili na razpis Ministrstva za kulturo in čakamo pozitivno odločbo sofinanciranja. Rešujemo problematiko objekta Parmova 8, Suzokova hiša. Prav tako smo dobili pobudo strani fizične osebe za objekt Parmova ulica 17, za katerega želi ta oseba, da bi se objekt razglasil za spomenik lokalnega pomena. Postopki so takšni, da seveda v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine se pač objekt pogleda, oni dajo neke parametre, standarde in kolikor seveda bo ta objekt zadostoval, bomo tudi mi pristopili k pripravi aktov, da se ta objekt razglasi tudi za spomenik lokalnega pomena, seveda na področju kulturne dediščine. Želimo ohraniti kulturno dediščino v Smodnišnici s projektom ključavničarstva, za katerega prav tako želimo pridobiti vso potrebno dokumentacijo, da bomo lahko pričeli z obnovo omenjenega objekta. V fazi je tudi, pripravi faze je tudi obnova skulpture spomenika velikega mojstra avtorja Draga Tršarja, ki stoji v parku Evropa v središču Kamnika in je ta spomenik prav tako vpisan v register kulturne dediščine, ker so pač to velika zahtevna dela, potrebujejo tudi pač nek daljši čas, zato je na mestu, da se pač vsi zavedamo tega, da za vse posege in obnove, ki so na področju kulturne dediščine, je potrebno nujno aktivno sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, pač z njihovimi službami. Upoštevati je potrebno njihova mnenja in pogoje, zato so pač tovrstni posegi na kulturne dediščine zahtevni, dolgotrajni in z finančnega vidika tudi višji. Staro mestno jedro ohranjamo tudi na ta način, da je občinski svet občine Kamnik že v letu 2008 sprejel pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in solastnikom spomeniško zaščitenih objektov za obnovo fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva v občini Kamnik. Občina Kamnik s podeljevanjem finančnih sredstev spodbuja k ohranjanju spomeniško zaščitenih objektov v smislu urejenosti pročelij stavb, oživljanja in vzdrževanja kulturne dediščine v občini. Upravičenci do prejema finančnih sredstev so lastniki oziroma solastniki spomeniško zaščitenih objektov. Občina po sprejemu proračuna za posamezno proračunsko leto na krajevno običajen način oziroma na spletni strani občine Kamnik objavi javni razpis za dodelitev teh finančnih sredstev. Lastniki oziroma solastniki spomeniško zaščitenih objektov, ki so izvedli obnovo spomeniško zaščitenega objekta, se lahko prijavijo na javni razpis za dodelitev s vsemi zahtevanimi prilogami in seveda s kulturno-varstvenimi pogoji, oziroma na koncu moramo vsi pridobiti tudi kulturno-varstveno soglasje, da je projekt zaključen tako, kot pač mora biti, oziroma vsaka investicija. V lanskem letu so se na razpis za dodelitev teh omenjenih sredstev za obnovo zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik v razpisnem roku od 13. aprila do vključno konec oktobra meseca 2022 prijavili 3 prosilci. Občina Kamnik je 2 prosilcema izdala sklep o dodelitvi finančnih sredstev za obnovo fasade, enemu prosilcu pa je sofinancirala obnovo strehe.
Tudi v letošnjem letu je občina Kamnik oziroma smo objavili javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo omenjenih objektov. V proračunu občine Kamnik za leto 2023 je za ta namen zagotovljenih 30 000. Skratka, občina kot takšna namenja na večjih segmentih finančna sredstva v proračunu za področje kulturne dediščine. Morda se na hitro vidi samo ena točka ali pa mogoče dve, tri proračunske postavke, vendar je teh proračunskih postavk mnogo več, med drugim v končni fazi tudi na javnih zavodih. To recimo je zdaj sanacija grajskih stolpičev, ki sodijo pod Medobčinski muzej Zaprice, javni zavod za kulturo, konzervatorski načrt oziroma restauratorski načrti, to so bili že v lanskem letu, pa imamo to vodeno, sicer posebej postavko, ampak pod javne zavode. Mislim in prav je, da na tem vztrajamo še naprej in da boste vsa sredstva, ki jih bomo namenjali kulturni dediščini, ker Kamnik je le kulturna dediščina, še naprej podpirali v proračunu. Hvala. Hvala, Lili. Želite dodatno pojasnilo? Ne? Hvala.